Danes v Pomurskem dnevniku. Kazni na smučiščih. Uporaba mobilnikov med vožnjo. Starejši moški ustrelil partnerko. Podelili priznanja najprostovoljcem. Vreme, jutri oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Po smučišču na Mariborskem Pohorju odslej samo smučarsko vozovnico. Upravitelj smučišč je namreč že postavil opozorilne table, ki sporočajo, da sta hoja in sankanje po smučarskih progah prepovedana. Če tega pohodniki, sankači, vozniki pležuhov in tudi turni smučari ne bodo upoštevali, jim lahko pošteno izpraznijo denarnico. Kazni se namreč gibljajo od 400 pa do 800 evrov. Tako so videti opozorilne table na Mariborskem Pohorju. Pohodniki ali sankači na smučarsko progo ne smejo, le smučarji. Nemalokrat se namreč pohodniki po sredini proge odpravijo na vrh Pohorja. Smučarji, med katerimi je precej otrok in neizkušenih ljubiteljev belih strmin, morajo biti zato izredno pozorni. Počasi vozimo, veste da. Jaz ko nič ne znam paziti na druge. Za pohodnike ali sankače in voznike pležuhov, ki se ne držijo pravil, je zato zagrožena kazen od 400 do 800 evrov. Mi tega ne bi želeli, mislim, da ni ključni namen sankcioniranja obiskovalcev, ampak ključni namen je zagotoviti varnost in mislim, da bi morali predvsem iz tega izhajati, da je vsak, predvsem zaradi svoje lastne varnosti in zaradi varnosti ostalih udeležencev, mora poskrbeti za spoštovanje pravil, ki veljajo pač na smučiščih. Čeprav strožja prepoved marsikomu ni po godu, predvsem tisti smučarji, ki se zavedajo nevarnosti, kazni pozdravljajo. Ne kaznuje tega, ne? Se vam zdi prav? Meni se zdi prav. Če je tak zakon, ga moramo vsi spoštovati, ne? Sankači in pležuharji so tako dobili posebne termine po nočni smuki, ko ostalih smučarjev ni več. A ne gre le za varnost v času obratovanja smučišča, ampak tudi, ko je to zaprto. Kar se tiče pa gibanja po smučišču izven odpiralnega časa, je pa spet povezano z varnostjo. Gre za to, da v tistem času naši zaposleni pripravljajo proge, pri tem uporabljamo teptalnike. Ti teptalniki so velikokrat pripeti na jeklenice, tudi do 1000 metrov jeklenic pri tem uporabljamo in ne rabim posebej poudarjati, da je zelo nevarno v primeru, če bi se smučar, ki ne bi pravi čas opazil jeklenice, zapletel v jeklenico, kakšne bi lahko bile posledice. Milo rečeno tragične, zato je na mestu nasvet izkušenih smučarjev. Lahko povem, da je treba paziti, danes sploh dosti otrok, otroč pa ponovadi isto. Pazimo, spredi, zadnji, levo, desno, vse posod. Bodo pa odslej morali paziti tudi ostali obiskovalci. Strožje bo namreč nadzorovan tudi promet ob vznožju Pohorja, kjer se vozila nepravilno ustavljajo in celo parkirajo. Z vseslovensko preventivno akcijo Vozimo pametno so policisti začeli 16. januarja. Med poostrenimi nadzori so bili posebej pozorni na morebitno uporabo mobilnikov in drugih naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje. Več o akciji policijske uprave Murska Sobota nam bo povedal Srečko Štajner, inšpektor sektorja uniformirane policije. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Torej, če na začetku poveva, kaj je pravzaprav pokazala akcija, kako pogosto Pomurci uporabljamo mobilnike med vožnjo? Če pogledamo potem, koliko smo ugotovili prekrškov oziroma koliko je bilo takšnih, kateri še vedno med vožnjo telefonirajo ali pa uporabljajo mobilno napravo, potem lahko rečemo, da to zelo slabo upoštevamo. V tem času, v času trajanja akcije, smo ugotovili skoraj 190 kršitev povezanih z uporabo mobilnih naprav med vožnjo. To je pa za nas ali pa za Pomurje, pa za Pomurske ceste dosti preveč in pa za samo varnost res preveč. Kakšne so pa kazni za tiste, ki jih dobite pri telefoniranju oziroma uporabi mobilnika med vožnjo? Če pogledamo malo drugače, samo kazen ali pa izrečena kazen z strani policije gotovo ne bo pomagala, niti ne bo rešila tega problema. In da se mora vsak voznik oziroma vsak udeleženec v cestnem prometu zavedati ali pa sam pri sebi razčistiti,
da je sama vožnja in pa uporaba mobilnih naprav, posebej še sedaj v 21. stoletju, ko te mobilne naprave več niso tiste navadne na tipko, ampak je to vse kot majhna, mi radi rečemo, televizija, kar je še dosti bolj nevarno. In tudi ta izrečena globa, 120 evrov, če jo plačaš v roku 16 dni 60 evrov, seveda te zgodbe ne bo rešila. Ali pa, če razmislijo ti, kateri uporabljajo med vožnjo mobilno napravo malo drugače. Samo naj primerjajo plačilo globe z plačilom položnice za elektriko, pa bodo videli, kaj se dosti bolj izplača. Kako pogost vzrok so pa recimo je uporaba teh mobilnih naprav oziroma drugih pri prometnih nesrečah? Pri prometnih nesrečah še stalno eden od glavnih vzrokov neprilagojena hitrost, stran, smer vožnje, nepravilno prehitevanje, nepravilno vključevanje v promet. Sam vzrok, da bi ga ugotavljali, da je vzrok mobilna naprava, ni kot takšen definiran v tej policijski statistiki. Gotovo pa je, da je v tej vožnji z neprilagojeno hitrostjo pri kršitvi nepravilne strani smeri vožnje determinirana ta zgodba ali pa uporaba mobilnih naprav med vožnjo. In velikokrat, predvsem v prometnih nesrečah, policisti ugotavljamo prav to dejstvo in mislim, da bo v prihodnje tudi šla zakonodaja v tej smeri ali pa se nam bo približala zakonodaja v tej smeri, ko bo nam dovoljevala, da tudi preverimo, ali je v času trka oziroma nastanka prometne nesreče bil uporabljen mobilna naprava. Mogoče samo še za konec, kaj pa kažejo podatki? Je uporaba teh mobilnikov iz leta v leto verjetno vedno večja? Gotovo. Zato, če bova danes prišla domov, bova našla sigurno eno ali pa dve reklami, kjer nama ponujajo mobilne telefone po izredno ugodnih cenah, takšne in drugačne, katere nama omogočajo takšno in drugačno aplikacijo, in ta uporaba se z leti povečuje oziroma se dviguje. S tem, ko se pa povečuje uporaba teh mobilnih naprav tudi med vožnjo, kar je pa lahko zelo, zelo nevarno. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in te koristne informacije. Hvala tudi vam. V enem izmed stanovanj v Mariboru je moški v nedeljo zjutraj ustrelil žensko. Slednja je na kraju podlegla ranam, poškodovan pa je bil tudi moški, ki so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Šlo je za starejši par. V soboto v večernih urah je med njima ponovno prišlo do spora. Pri tem je žrtev tudi postavila določene pogoje za nadaljnje bivanje. To pa je očitno osumljenega razjezilo oziroma ga spodbudilo k temu, da je izvršil kaznivo dejanje umora na način, da je v postelji ležečo žrtev ustrelil s pištolo. Ugotovili smo, da za zadevno pištolo ni imel ustreznih dovoljenj. Takoj po dejanju je izvršil tudi samomor na način, da je ustrelil tudi sebe. Pri tem dejanju je očitno padel v nezavest in se šele naslednje jutro iz te nezavesti prebudil. Takrat je pri polni zavesti ugotovil, se pravi, kaj se je zgodilo, kaj je naredil. Verjetno zaradi občutka krivde obvestil reševalce, ki so prišli na kraj in ugotovili, da je, se pravi, osumljeni izvršil zadevno kaznivo dejanje. Svetniška skupina SDS sklicuje izredno sejo na temo azilantov, saj je župan Jevšek ni želel sklicati. Svetniki svetniške skupine SDS so skupaj s podpisniki pred približno 10 dnevi na župana mestne občine Murska Sobota Aleksandra Jevška naslovili zahtevo za sklic izredne seje mestnega sveta mestne občine. Tema izredne seje bi bila obravnava namere vlade Republike Slovenije glede naselitve azilantov v bloku na Lendavski ulici 17B in morebitnih nadaljnjih namer nastanitev azilantov v mestni občini Murska Sobota. Župan Jevšek je minuli teden sporočil,
odločil, da seje ne namerava sklicati, saj naj bi predlagani sklepi predlagateljev bili v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ustavo in zakonsko ureditvijo ter civilizacijskimi normami, h katerim so se v občini zavezali. In kaj imamo sedaj? Sedaj so ta isti svetniki sklicali, danes sem dobil na mizo, v skladu z poslovnikom, to možnost imajo, izredno sejo, ki bo v petek, mi imamo pa v torek 7. redno sejo mestnega sveta, na katero sem jaz uvrstil že z gradivom to točko. Mi se želimo o tem pogovarjati. Mi želimo o tem tudi izraziti svoje mnenje in ljudje imajo pravico izvedeti. Vendar se moramo zavedati, da ne moremo sprejemati sklepov, da ne dovolimo prihod azilantov v Mursko Soboto, če imajo ti mednarodno zaščito. Tega pooblastila mestni svet nima. Torej, zadeva je precej občutljiva. Jaz upam, da se bo vse v redu razrešilo, nobenega razloga za paniko ne vidim ali pa za izredne razmere. Mi je pa na nek način žal, da politične opcije izkoriščajo to, nekatere politične opcije, zato da na teh ljudeh, ki trpijo to havarijo, to v bistvu nesrečo, ki jih je doletela, da na ta način pridobivajo tako poceni politične točke. Mestni odbor stranke SDS se je zato odločil, da bo izredno sejo sklical kar sam. Svetniki SDS se ob tem sklicujejo na 19. člen statuta Mestne občine Murska Sobota in 23. člen poslovnika mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Župan mora sklicati sejo mestnega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov mestnega sveta, seja pa mora biti v 15 dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če seja mestnega sveta ni sklicana v roku 7 dni po prijemu pisne zahteve, jo lahko skličajo člani mestnega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje mestnega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je včeraj v grajski dvorani podelil priznanja prostovoljcem, ki so si v minulem letu še posebej prizadevali na področju prostovoljstva. Posebna komisija je tudi letos obravnavala vloge, ki so prispele na javni županov poziv, in najprostovoljka 2016 v mestni občini Murska Sobota je postala Cvetka Vereš, predsednica dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src in večetičnega kulturnega, izobraževalnega, turističnega in športnega društva, ki ga je v Bakovcih ustanovila pred 4 leti. Je prostovoljka že od mladih nog. Priznanje za najprostovoljno društvo 2016 v mestni občini Murska Sobota je prejelo društvo tabornikov Rod Veseli veter. V kategoriji najprostovoljna organizacija je komisija izbrala dijake in kolektiv Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki skozi množico projektov skozi vse leto izvaja številne aktivnosti na področju prostovoljstva. V kategoriji najprostovoljni dogodek je komisija izbrala dobrodelno akcijo Pomagajmo Luni Sofiji, ki je v pomoči mali sokrajanki združila prebivalce kroga. Svoje izkušnje s prostovoljstvom skozi delavnico Eho podpornice, ki je bila proglašena za najprostovoljno organizacijo v mestni občini Murska Sobota, pred 2 letoma je z zbranimi delil Leon Novak, duhovnik evangeličanske cerkvene občine Murska Sobota. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da naj bi stečajni upravitelj zavajal kupce. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, le ponekod na severu bo občasno lahko kakšen sončni žarek. Več o vremenu pa v vremenski napovedi.
Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 5 stopinj pod ničlo. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Radencih in Murski Soboti namerili 7 stopinj pod ničlo, v Lendavi pa 2 stopinji več. Jutri bo oblačno, le ponekod na severu bo občasno lahko kakšen sončni žarek. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo deževalo, občasno pa bodo rahle padavine možne tudi ponekod drugod. Meja sneženja bo med 800 in 1300 metri nad morja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog ledišča. Dnevne pa se bodo povzpele do 3 stopinj nad ničlo. V četrtek bo oblačno, kakšen sončni žarek bo možen na severovzhodu, spet bo zapihal jugozahodnik. V zahodni in deloma južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine, ki se bodo popoldne ali zvečer ukrepile in se prehodno lahko občasno pojavljale tudi proti osrednji Sloveniji. Drugod bo večinoma suho, topleje bo. Tudi v petek bo večinoma oblačno, padavine v zahodnih in južnih krajih bodo čez dan oslabele in marsikje tudi ponehale. Na severovzhodu se bo oblačnost lahko prehodno trgala, še bo pihal jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 0 in 5 stopinjami, dnevne pa se bodo povzpele tudi do 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.